kar dovolili vaša vprašanja, ki bi pa potem še v okviru odgovorov dopolnili mogoče s kakšnimi konkretnejšimi podatki, kot bi to želeli. Nekaj so napovedi bile o ustanovitvi posebnega inšpektorata, ki bi prevzel ta nadzor nad sodstvom od ministrstva. Kako komentirate zdaj to idejo o ustanovitvi tega inšpektorata in ali mislite, da samo prelaganje te odgovornosti nadzora na inšpektorat, da to avtomatsko pomeni neučavanje politike v sodstvu? Torej, mi uradno predlogov obeh zakonov še nismo dobili, čeprav smo z njimi seznanjeni, tako da jaz tega tudi danes še ne bi želel komentirati, bomo pa seveda, čim bomo uradno dobili oba predloga zakonov, tudi zavzeli svoje stališče. Ocenjujem pa, da bo nujno, da bo o tako pomembnih posegih, v bistvu tudi spremembah v razmerju med vejami oblasti, morala svoje stališče zavzeti tudi občna seja Vrhovnega sodišča. Prosim. Tomica Šulič, Planet TV. Policijski sindikat Slovenije je danes v odprtem pismu vprašal, če boste uredili strokovni nadzor nad delom državnega tožilstva v primeru neredov, v katerem so bile osebe pridržane, potem pa so bile izpuščene na prostost. Če smem vas napraviti, policijski sindikat je to zahteval od Vrhovnega državnega tožilca, ne od predsednika Vrhovnega sodišča. Pripor ni bil odrejen zato, ker tožilec ni zahteval pripora, kot bi moral. Podobno je bilo storjeno, oziroma do podobnega primera je prišlo že pred tedni v najbolj razvpiti kazenski zadevi. In tu opažam tudi iz vašega vprašanja, da prihaja pogosto do nerazumevanja vlog tožilstva in sodstva. Tožilstvo je stranka v kazenskih postopkih, ki predlaga ukrepe, medtem ko sodišče o teh ukrepih zgolj odloča na podlagi zakona o kazenskem postopku. Torej, vprašanje, ki ga je policijski sindikat naslovil, je bilo usmerjeno na tožilstvo, ne v sodstvo. Naprej? Segovkom direktor TV. V novi zakonodaji se nekako spet napoveduje ta trajni mandat sodnika. Kako vi komentirate to namero volitev? Ne vem, kaj se napoveduje v novi zakonodaji. Glede trajnega mandata je naše stališče nespremenjeno. Torej, ne z vidika sodnikov, ampak z vidika državljanov, ki imajo pravico do neodvisnega in nepristranskega sodnika, je seveda kakršnokoli razmišljanje o odvzemu trajnega mandata neprimerno in tudi nesprejemljivo. Mogoče naprej? Ja, morda bi še sem postavil vprašanje kolega, se pravi, tožilstvo, torej ravnanje tožilstva ne može komentirati mandat, pa narod v teh dnevih na ulicah zahteva pravno državo in gotovo se tudi vi verjetno del, ko ste dejali, da tožilstvo dela nekaj napake in skušate zapraviti. Pravi, kaj bi se moralo dogoditi, da bi ta pravna država funkcionira? Recimo, tudi eden izmed razlogov, da ne zaupanje ljudi je to, da so bili trevi izgledni izpuščeni. To vam je že kolega pojasnil, torej sodstvo je samo tisto, ki odloča o posegih v pravice in če ni predloga državnega tožilca, potem sodstvo kot garant o tem ne more odločati. Torej, razlogi, zakaj je tako ravnalo tožilstvo, to seveda vedo oni. Glede pravne države, kar sprašujete, pa seveda, tukaj imamo jasen normativni okvir, v katerem deluje tudi sodstvo samo. Veliko je bilo govora o tem, kako je ta prag pravic previsok, oziroma tudi, da so zahteve povezane z ekskluzijo dokazov pri nas izjemno visoke, vendar seveda to je stvar nekega družbenega konsenza. Treba se usesti in pogovoriti. Je pa evidentno tudi iz tujih zakonodaj, ugotavljamo,
da se je prag teh pravic začel dvigovati ravno takrat, ko je sodna oblast oziroma ko so kazenski postopki začeli zajemati srednji pa celo tudi najvišji razred oziroma elito. Seveda je zdaj stvar to nekega premisleka. Pri nas je bilo sprejemanje take zakonodaje pospremljeno z iskrenim pričakovanjem, pač, da je treba te pravice obdolžencev v postopkih dvigovati. Mogoče pa sedaj trenutek, da se vendarle naredi neka bilanca, vendar spet z premislekom. In tudi, da se oceni, ali niso ti postopki vendarle na neki točki prišli, kot pravi profesor Damaška, v neke psevdo postopke oziroma nevrotične postopke. Ampak to je stvar nekega družbenega konsenza, da se potem seveda brez sine era pač sprejme zakonodaja, pač, ki bo tudi funkcionirala. Kot je bilo pa že prej pojasnjeno, da mogoče ne bo nerazumevanje, sprejemanje zakonodaje ni v pristojnosti sodstva. To je stvar predloga vlade in sprejemanje se strani parlamenta, torej politike. Sodstvo je tu le izvajalec in tudi v kazenskih postopkih zgolj zadnji člen v dolgi verigi organov. Predtem imamo organe odkrivanja, policija, organe pregona, tožilstvo in ta dva spadata celo v drugi ministrski resor. Sodstvo je pa potem tu tisto, ki odloča o predlogih. Sicer bi imeli sistem kadija sudi, kadija tuži, oziroma kadija tuži, kadija sudi, kar je pa nesprejemljivo že vrsto stoletij. No, mogoče prej bi omenjen trajni mandat, ne, torej govori se celo o doživljenjskem mandatu, no, tako da bo bolj prepričljivo. Vendar seveda ta mandat je, torej mi zagovarjamo stališče tukaj, da mora biti na drugi strani tehtnice trajnega mandata pač odgovornost sodnika. In v lanskem letu smo imeli kar precej disciplinskih postopkov, v letošnjem letu pa opažamo, seveda zdaj je to preuranjeno govoriti, tudi nekaj negativnih sodniških ocen, ki še niso pravnomočne. Torej, imeli smo tudi primer sodnice, pač, ko je bil zoper njo predlagan disciplinski postopek, kar se je tudi že prej dogajalo, da je potem kar sama pač odstopila oziroma se odpovedala sodniški funkciji. Tako, torej, deloma lahko sprejmemo kritiko, da ti notranji imunski sistemi niso delovali v zadostni meri, ampak prepričujem vas, da sedaj že delujejo in da bodo delovali tudi v bodoče. Seveda samo v tistih primerih, pač, kjer je za to podlaga. Martin, se lahko samo navežem na vašo večer. Kaj pa pomenilo za sodnike, če torej ne bi imeli več trajnega mandata, kot nekako lahko razberemo iz sedanje politične kulture v državi. Kaj bi to pomenilo? Bi to pomenilo večji pritisk na njihov delo, ali bi to pomenilo, da bi boljši delali? Lahko eno ali drugo? Mogoče vam bom odgovoril z eno anekdoto, ki mi je danes povedal en sodelavec. Torej, v času, ko smo še imeli ta omejen mandat, pravi, da so pri nekem kolegu, ki je pač bil tik pred upokojitvijo oziroma v 4 letih zadnjega tega svojega mandata, da so opazili nek nenaden pogum pri odločanju in da se je pač tudi to njegovo odločanje bistveno izboljšano. Seveda lahko se vprašate samo zakaj. Namreč, seveda, če je sodnik pred tem, da bo moral pred politično oblast, ki naj bi odločala o podaljšanju tega mandata, potem lahko si samo mislite, koliko je potem pri odločanju neodvisen. Torej, vsi smo samo ljudje, pač. Mogoče še kakšno vprašanje? Prej ste omenili, da od začetka, od prvega, ko so vam za ministrstva dali nov predlog zakona o sodstvu, v bistvu niste bili nekako vključeni v to sestavljanje novega zakona. Kako to dojemate? Se vam zdi, da bi tukaj mogoče morali več izpustiti z vami? No, zadeva je taka, torej nekje v sredi septembra mislim, da smo dobili nekakšno tabelarni pregled teh morebitnih sprememb.
In smo potem na te odgovorili, dali svoje pripombe, mislim, se zanesljivo tehtne. Torej, predvsem v tistem delu, kjer se skuša na sodstvo gledati kot na neko upravno strukturo. To sem že večkrat povedal, da je že po svoji vlogi oziroma delovanju, da je sodstvo disfunkcionalno in da ne more delovati po nekem komandnem principu. No, po tistem je praktično komunikacija prenehala. Mogoče 2 tedna nazaj mi je minister omenil, da se bomo pač usedli in se pogovorili o teh spremembah. Bolj govorimo o tem, da bi predstavil vsak svoje argumente, ne govorimo o usklajevanju, ker tukaj pač usklajevanja ni. Vsak predstavi svoje argumente, izvršilna veja mora potem predlagati zakon in zakonodajna ga sprejme. In s tem sestankom ni bilo nič, tako da šele včeraj mi je pač minister neformalno pač te predloge teh zakonov poslal mnenje in mislim, da je tudi nekorektno, da preden se z njim pogovorim o tem, da bi jaz o teh stvarih tukaj javno govoril. Lahko še eno vprašanje? To ste že pojasnili glede včerajšnjega dogodka, da pač tožilec ni predlagal pripora in seveda potem sodnik nima ničesar v rokah. Mene pa zanima, če vem, da je prišlo do enega sestanka med policijo in tožilstvom, kako torej čim hitreje ukrepati zoper kršitelje javnega reda in miru, torej tudi napadalce na policiste v primeru teh protestov, ki se bodo še očitno nadaljevali. Pa me zanima, če tudi obstaja taka možnost, da bi tudi preiskovalni sodniki, ki so se seveda v tem zadnjem primeru, seveda absolutno je zadeva hitro potekala, ampak vseeno, če bi se morda bilo razmisliti v tej smeri, da bi tudi preiskovalni sodniki v času protestov, da bi bili še bolj na razpolago, da bi morda šli na kraj dogodka, kjer se dogaja nasilje, da bi vse skupaj hitreje potekalo policija, tožilstvo, preiskovalni sodnik, ker, kot so mi povedali, je problem tudi seveda v tem, da dostikrat najdejo policisti kršitelja, ne pa človeka, na katerega je bila kršitev naslovljena. To se pravi, da bi tudi sodišče razmišljalo o tem, da bi imelo neko dodatno dežurno službo preiskovalnih sodnikov, spravim, da bi v takih primerih, da bi torej stvari hitreje potekale od nekega kaznivega dejanja do realizacije. Zdaj ne vem, koliko je meni znano, pač tukaj v Ljubljani imamo stalno preiskovalno službo, tako da ne vidim tle nobene težave. Da bi bilo treba še, ne vem, okrepiti to ekipo, ali pa zaenkrat verjetno to ni bilo potrebno, ne? V tem konkretnem primeru to sploh ni bila težava. Ne, vem, da ne, ampak pravim, če v bodoče, če se je kaj razmišljalo o tem, da bi bilo več teh osumljencev, ki bi jih prevedli preiskovalnemu sodniku. Mogoče ste seznanjeni z dejstvom, ki smo ga izpostavili že v preteklih mestih, da smo itak soočeni z občutnim krčenjem kadrov. Ja, saj. Tako da tak predlog bi seveda bil zelo zaželen, ampak istočasno pa v konkretnih primerih se s tem problemom nismo soočali. No dobro, mi imamo pač sistemsko odreagirali, ne izvolite. Okrožno sodišče v Ljubljani vem, da je odreagiralo na take primere. Imeli smo že po 3 dežurne ekipe na okrožno sodišče v Ljubljani, ko se je naprej napovedala neka večja zadeva. Tako da mislim, da sodišča se znajo prilagoditi. Zdaj, ali bo to dovolj? Hvala. Mogoče še kakšno vprašanje? Morda je neumestno vprašanje, ampak se zelo moram vprašati, ali... A se lahko predstavite? Ja, Miha Krajnc optimist, ali verjamete, da še živimo v pravni državi in vse to, kar se dogaja zdaj trenutno na protesti? Ja, seveda verjamem, da je to tu dobra prilika za premislek, ne, kako dalje. In mislim, da bo ta premislek tudi dal rezultat takega, kot pričakujem, krepitev pač demokratičnih ustanov in pravne države. Če ni dodatnih vprašanj, se vam najlepše zahvaljujem za odziv. V službi za odnose z javnostmi smo pripravljeni, da lahko nam posredujete še kakšno dodatno vprašanje, ampak če želite pa hiter odgovor, je pa se zdaj priložnost še zadnje. No, sej mogoče samo to, ne, mi težko se znebiti vtisu, torej sodstvo svojo vlogo jemlje resno. Bolj resno, kot jo jemlje, večji so ti poskusi pač
lahko rečem, tudi onemogočanja takega delovanja, ker stalno nadlegovanje z raznimi poročili in izčrpavanjem sodstva, torej jaz ga ne razumem kot drugače, ker mi seveda z našo podporo ne moramo v nobenem primeru v zadostni meri pač nekako parirati izvršilni veji. No, naj povem tudi to, da nikakor ne sprejemamo, da sodstvo, da smo procesuirali samo kurje tatove, ne? Ker vendarle, če pogledate, so 3 poslanci tukaj bili torej obsojeni, potem imamo tudi nekaj županov, končno tudi na prvi stopnji imamo tudi zoper zelo ugledne gospodarstvenike, tudi dobitnike oziroma laureate, menedžerje. Mi smo sprejeli tudi nek projekt, ki funkcionira, torej, da vse zadeve tako specializiranih oddelkov, da se razpišejo pač v 45 dneh po pravnomočnosti obtožnice in tudi, da vse te zadeve potem tudi kontinuirano tečejo. Jaz vam zagotavljam, da bo ta zadeva tako tudi potekala. Lahko tudi vidite v Ljubljani, da vendarle ti predobravnavni naroki se kar vrstijo in sledili bodo tudi kazenski postopki. Pozorili smo seveda na nujno oziroma na legitimno občutljivost javnosti ravno v teh zadevah, kjer je sodstvo doslej kljub nekaterim pač dosežkom vendarle naredilo premalo. Ampak tukaj ne izpostavljam tudi to, ne, da je problem tudi odzivanja na vabila oziroma vročanja vabil. Zdaj, kot vidite, da niti poslancem Državnega zbora se ne da vročiti vabil. Potem tudi tisti obdolženci, za katere sodišče oceni, da je njihova navzočnost nujna, na sodišču pač ne pridejo. Tukaj je naša usmeritev jasna, to bo šlo v stopnjevanje pač ukrepov in če se ne bodo odzivali na vabila, bo takoj sledila prisilna privedba in če tudi ta ne bo uspešna, veste, kateri je tisti zadnji pač ukrep za zagotovitev navzočnosti. Tukaj pričakujemo tudi nekakšen resnejši pristop tudi medicine, kar tudi sami opažate zdaj v zadnjih dneh, že na predobravnavnih narokih sledijo opravičila, torej da se obdolženci tudi za dalj časa ne morejo zglasiti na sodišču oziroma sodelovati v postopkih. Mislim, da je jutri posvet o tej problematiki na medicinski fakulteti, ampak torej, treba bo opozoriti, da vsi udeleženi ali pa vsi členi, ki so pomembni za delovanje kazenskega postopka, da bodo morali svoje opraviti. Seveda tega ne razumite tako, da bi sedaj na silo zdravniki ne dajali opravičil takrat, ko je to utemeljeno. Gre bolj za to drugo pojavnost, ker vendarle se dogaja, da se izdajajo spričevala, ko za to v zdravstveni pač anamnezi ni nobene podlage in je to potem resna ovira za vodenje postopkov. Morebitne nepravilnosti, ki se ugotovijo v tem pogledu, pa se potem jemljajo kot anekdota. Torej, s takim načinom bo treba prenehati. Vsak bo moral prevzeti svoj del odgovornosti. Jaz sem tudi že večkrat rekel, da ne vidim tudi neko umetnost ali pa strokovnost odvetnikov v tem, da svojemu klientu svetujejo, kako se bo izmikal kazenskemu postopku, ampak ravno v tem, da pridejo na sodišče in tukaj pač ovržejo nasprotno tezo. In ko bo tudi v celotni družbi sprejeto tako gledanje, verjemite, bodo tudi kazenski postopki dosti hitreje potekali. In seveda govorim pa pošteno. In še enkrat ne poudarim, tukaj ni namen kazenskega postopka nekoga obsoditi, ampak razsoditi v zadevi, torej na eni strani obtožbena teza, na drugi je teza obrambe oziroma antiteza in potem sodišče pač v postopku, poštenem postopku, seveda torej hitreje kot do sedaj, bolj koncentrirano pač odloči. To je naša vizija. In naša vizija je tudi, da naj sodniki se vedejo tudi spoštljivo do strank. Mi se zavedamo, da so tu in tam ekscesni primeri, seveda to obžalujemo, ampak ne pristajamo pa
da se takšne stvari generalizirajo. Mogoče toliko. Hvala.